Živa, dobrodošli v podcastu Raztezanja, kjer z Gorazdom raztezava najne možgane in se pogovarjava o izboljšanju izkušnje strank. Danes z Gorazd smo eno ful zanimivo temo in sicer bova govorila o vibe marketingu. Torej, predstavljaj si ekipa 10 ljudi, sami eksperti, copywriteri, dizajnerji, data analisti, te, ki zakupujejo oglase, oglasne prostore, vsak res ekspert na svojem področju in oni se lotijo neke kampanje. Ne? To potem traja par tednov, par tisoč dolarjev, včasih še več in naredijo popolno kampanjo. Ok, zdaj kontrastno na drugi strani predstavljaj si enega marketerja, ki je oborožen s kupom AI agentov in nekimi workflowi, procesi, v svojem procesu testira en kup različnih zornih kotov in kampanje producira v tednih, mogoče celo dnevih. Zdaj to drugo je vibe marketing. In pač sliši se super, se mi pa zdi, da je vredno vsem malo bolj v globino iti, malo bolj ugotoviti, kaj vibe marketing je, kaj ni, kdaj je primeren, kdaj ni primeren. Ok. Preden grem na statistiko, ker si izbrisal 9 zaposlenih iz podjetja. Ja, ok. Očitno ni to le hype, ker po podatkih HubSpota v poročilu, ki so ga dali ven, je že lansko leto 86% marketingašev rekli, da jim AI prihrani uro na dan. Ne? To je pač, se pravi, že uporablja in optimizira čas, v tem bova danes večkrat govorila. Ne? Oziroma ti si zdaj nakazal že ekstrem, ki je danes možen, ker recimo se vemo, vsake pol leta v AI-ju je tako, kot več novorojenčkov, vsake pol leta je novih stvari. Ja, takrat, ker še starost meraš v mesecih. Ne? Tako je. Zdaj, McKinsey pa pravi, da lahko recimo z AI-jem, zdaj in z različnimi oblikami AI-ja v marketingu nekje do 5-15% budžeta boljše izkoristiš ali pa uporabiš boljš. Tako da to v Ameriki pomeni nekje 460 milijard prihodkov, kar take ogromne številke, nepredstavljive, ampak definitivno je nekaj, na čemer se da delati, tako da mora pa večkrat se poglobiti v tole temo, da jo mogoče poslušalci bolj razumeli. Ja, zdaj za vibe marketing, ne vem, ja, če si na družabnih omrežjih, je gotovo bil že kje omenjen, verjamem pa, da več ljudi je zasledil vibe coding, ki je bil tudi v mainstreamu. Tako da, a mogoče štarta vsem z definicijo vibe codinga, ki je nekak predhodnik vibe marketinga, pa imata neke skupne točke. Zdaj tako ful enostavno je to programiranje with the flow, ne? Se pravi, slediš kamar te AI pele. Ampak zdaj čistko, če greva malo nazaj v daljno leto 2024. Ne, zdaj ta izraz je skoval tako, se več ljudi to spomnim. Recimo Andrej Carpenter, ki je bil v bistvu šef, mislim, da AI pri Tesli, je v bistvu rekel, da obstaja neka vrsta nova kodiranja, ki se imenuje vibe coding. Ajška vibe pa je pa še te, da da nek občutke, ne? In tam pa je to tako malo pojasnuje, v bistvu, da ti da občutek tako, da veš, kako ti napreduješ. Ampak zdaj čisto, če greva tehnično, kaj to pomeni, zdaj uporabljaš, ne vem, enega izmed teh vibe koderskih orodij, kot so Cursor, Replit, Lovable in nešteto njih, verjeten še zraven. To pomeni, da si rečeš, ne, rad bi tak pa tak app, potem ti on da neko kodo, dobiš neki bugov in te buge kar prelepaš nazaj v ta chat in pa on reče, sem popravil, te ste whatever. In tako pač načeloma kar slediš temu, ne, se pravi njegovim predlogom, ti tudi slediš, ne. Kar je, to pomeni, da si v nekem, ne vem, ta Mihaj Csikszentmihalyi, zdaj sem tako res pomesaril ta njegov priimek, ampak je v glavnem že v 70 letih je razlagal ta Mihajl, ta del pa znam povedati, onga drugega dela pač ne, da so programerji v nekem flowu, veš, pač se je programerji v nekem flowu, drugače razmišlja, ne, saj... Vsi smo verjetno že kdaj bili v temu, kar bi nekdo rekel flow, ali pa v nekem momentu, ko stvari kar tečejo, ne? Tako je. In načeloma je ta razlika od mogoče
da je še ta flow včasih bil, da pa ne programersko delo je vse neko planirano, ne, se pravi. Ti si planiral, skozi neke feature, tudi neke stvari, kakšno kodo boš spisal, kako boš to optimiziral, ne, te stvari so drugačne. Zdaj, pri nekem vibe codingu pač to načeloma ti ne planiraš, oziroma to delajo tudi tisti, ki niso vedno vsi programerji, ne, se pravi, imaš tipe ljudi, ki so programerji, ki zelo veliko o tem vejo, pa to uporabljajo kot pomoč, ne vem, prek GitHub Copilota, pa bi jaz rekel, da tam je zelo tako, da so še vedno, razumejo, kaj je, imaš pa ljudi, ki pač uporabljajo Lovable ali pa Cursor, pa rečejo, naredil nekaj app, ne. In se ne zavedajo vseh ranljivosti te aplikacije in vsega tega, ne, in tam nastanejo v bistvu malo pol težave, ker mislim, da je MIT mi objavil eno tako en case, ker je pač so skodirali neko aplikacijo, vibe kodirali in niso takoj hackerji sesula, veš, ker pač tega ker pač ni bilo prav dobro narejeno. Tako, tega pač ne rabo. Je delovalo, veš, zdaj jaz bi tudi rekel, da tam mogoče tudi pa do tega vibe marketingu prišla. Seveda je pomemben prompting tega, ne. Sej tudi, ko si prišel do appa, bi lahko tudi zajezil določene stvari, veš, sam ta del moraš pa že poznati, moraš dejansko vedeti, kje so lahko ranljivosti, če si pa ti zamislil nek app. Tako da, v glavnem, greš v eno teh aplikacij, copy-pastaš, dokler ne dobiš neke rešitve ven ali pa spletne strani. In to je vibe kodiranje. Lahko zdaj priješ do appa, ki deluje na nek način, lahko na drug način, se pa zgodi seveda tudi realnost, da obupaš, ker se vmes zacikla tudi AI. Ja, ne, en kup je polemik okrog tega, ne, zdaj, a lahko nekdo, ki ni programer je sposoben vibe codinga, ali to ni prav to, pa je to pač zdaj neko igranje, ali je to zdaj sploh primerno, da programer se to gre. Skratka, zelo široka definicija je, kaj to ni, ampak dejstvo je pač, da uporabljaš AI pri svojem delu, v smislu AI poskrbi za res veliko stvari v tem primeru, pisanje kode, debugiranje kode, testiranje kode, ti kot človek si pa tisti, ki upravlja v smeru, kjer smer bo pač ta koda šla ali pa ta rešitev šla in si v nekem tem vibe, ne. Cool, kar zdaj, če preideva na vibe marketing, ne, a bi pa lahko poenostavila, da zdaj je tudi torej, za kreativce zelo podoben, torej AI dela tisto sitno delo ali pa dolgotrajno delo, piše copy, dizajna vsebine in podobne stvari, medtem ko je človek tisti, ki daje smernice, drži, je pa ta kreativen del, no? Ja, bi rekel, da je človek režiser teh AI-ov ali pa, ne vem, aktivnosti, ki se zgodijo. Zdaj, pomembno pri tem je, ne, da če si ti režiser, kar naenkrat, prej si rekel lepo, imaš 9 ljudi, treba jih je skoordinirati, ne vem, ne morejo kar 7 stvari naenkrat narediti, se pravi, potreben nek čas, da nekaj narediš. Seveda s tem, ko postane čas, pa planiraš, pa več iteracij narediš, je izdelek tudi ponavadi kvalitetnejši. Zdaj, ko si ti sam, pa pač imaš ful možnost karkoli narediti z vsem tem, ne se hitro zgodi, da ti overproduciraš stvari. Se pravi, si super narediš veliko stvari, se 7 blogov namesto enega zelo kvalitetnega, ne. Ja, je prišlo do tega, da lahko vsi delamo tudi nek influencer, vlogger, torej ena posamezna oseba ali pa nekdo, ki ima svoje podjetje z SP-jem, lahko sproducira praktično toliko vsebine kot Coca-Cola. Ja. S celo ekipo marketingašov, ne. Tako je, in bolj se tukaj, tle moramo vedeti, manj je več, ne. Kvaliteto moraš še to, kar si rekel, človek mora na tem bdeti. Zdaj, jaz, če si čistko malo predstavljam, zdaj ta vibe marketing, če temu rečeva tako, pa ali pa če greva iz tega vibe marketing, kako bi ga opredelil glede na to, kako je vibe coding. Pa vibe marketing ne izhaja iz tega obdobja, ampak v bistvu vibe marketing izhaja iz malo nazaj, pa se pa je vrneva iz kje v bistvu izhaja, ker je že 10 let nazaj obstajal. Ampak če bi si čistko preslikal vibe marketing koncept iz vibe codinga, to pomeni, jaz kot marketingaš imam en problem. Pada mi prodaja na sortimanu, ne vem, kolesa prodajam na določenih tipih kolesa, ne. In zdaj,
tem svojim asistentom, se pogovarjam, agentom, ki mi pomaga zdaj to povečati prodajo in mi reče, to je tak pa tak segment uporabnikov, te bi to mogli biti, njih, ki zanimajo, ne vem, take stvari, bi to naredili. Da je mi kar iz moje baze kar nared seznam, kakšne bi bili pa dobri kopiji, naredi še kar kopije, kje pa bi zdaj te ljudi dobil, te kanali so v redu, dajmo še pa kar kreative narediti, te so A, B, so tako, zdaj imamo pa še druge kreative, bo pa video, tudi full fajna zadeva, bomo kar iz testimonialov, pa iz customer feedbacka, kar naredili še stvari in tudi to on naredi in sta v 2 dneh naredila, 50 različnih oglasov, deployala to na Meto, na Google Ads in to je ena oseba naredila, ne. Konec koncev, glede na to, da, ne vem, Gene Spark danes enostavno naredi tudi mail zate, ne, si čisto enostavno predstavljam, da bi tudi ta stvar naredila mail v tvojem mailing sistemu, pa še to poslala, ne. Tako da to si predstavljam, da bi tako lahko zgledali. Zdaj, na drugi strani pa vibe marketing koncepta, ne, iz 10 let nazaj ali pa 20 izhaja. Ne, spomniš se še, kaj je bil Simobil, mislim, da je bilo pri Simobilu, pa nazaj kakšno krivico, da si imel vibe pakete. Veš, nekaj je bilo vibe, so bili Orto, pa vibe, pa nekaj takega, mislim. Ali pa je bilo to vsaj v nekem sloganu, če že ni bilo to ime paketa. Ja. No, in to pa pomeni, da si ti v nekem vibe, v nekem stateu, neke tvoje doživetja imaš takrat, ne? In to pa v bistvu pomeni marketing, ki nagovarja zelo tvoje občutke. Kako ti te občutke doživljaš, kakšna ti komunikacija, interakcija z brandom, nekaj, kakšne občutke ti to sproža. In zdaj, to ne pomeni več, da združuješ ljudi skupaj od 35 do 45 za 2 otroci, ne? Ampak rečeš, to so pa, ne vem, ljubitelji športa takega, te so pa ljubitelji, ne vem, narave take in to daje občutek. Ja, in to je lahko zdaj 20-letni moški, 75-letna babica, v končni fazi, ne? Tako je. V istem segmentu. Ja, in ta vibe, ki ga želiš doseči, pomeni, da moraš ogromno nekih stvari analizirati, kako nekdo, kakšno interakcijo dela s tvojim brandom, kako, ne vem, se na nekaj odziva, kako, in te spet, to ne moreš ena na ena pač analizirati, tukaj spet AI pride upošteva, ne? Da ti to naredi in konec koncev bi zdaj ti ta občutek mogel povsod ga nekje deployati, ne. Se pravi, povsod bi ti mogel zdaj ta AI uporabiti, da bi konec koncev, če jaz vem, ne vem, kjer so neke stvari, ki tebi dajo dober občutek, bi ti to mogel dobiti, ko priješ na page, ko če karikirava, te pozdraviti na tak način, pol ti tam res dati sami izdelke, ki so tebi taki v redu, pa ne ti kazati nekih drugih stvari, pol v košarci bi te mogel nekaj nagovoriti z nekimi takimi stvarmi, kako zaključaš, pa e-mailing poslati tako posebej, a veš, vse take stvari zelo, da bi tebe spodbudil k temu delu. In zdaj, jaz mislim, da danes moram malo govoriti o tem, da te dva koncepta se tukaj mečkan zdaj prepletata, ne. Ne, se mi zdi, da če to nekako združva, ne, torej delo z AI-om pa ta vibe marketing, torej vplivanje na čustveno stanje, se mi zdi, da se v bistvu s tem vibe marketing borimo proti temu, kar je nastalo iz AI marketinga, ne, torej overproducanje vsebine, torej vsebine je preveč, vsebina je generična, medtem ko zdaj vibe marketing želi gremo spet nazaj v to smer, da bomo mi AI uporabljati za to, da personaliziramo, da nagovorimo nekoga na tem nivoju, da se bo on čustveno odzval. Zdaj ni nujno vsaka čustveno odziv pozitiva. Ne? Včasih tudi ni nič narobe, če nekoga malo, če tako rečem, sprovociramo, pa da je mogoče malo jezen, ampak se bo s tem mogoče, ne vem, strinjal z našim pogledom, pa bo zaradi tega se neka čustvena vez vzpostavila. Ampak bo neki čutil, ne bo šla stvar mimo njega. Ne? Ko bo scrollal po feedu ali pa po naši spletni strani, se bo ustavil, nekaj mu bo oči padal, ker ga bo nagovorilo. Ne? Torej, to in zdaj, če hočeš to delati na nekem scaleu ali pa sploh iskati te segmente, ki si jih omenil, torej segmente več naprej od samo demografije ali pa nekih posameznih eventov, ki si jih prej tudi lahko uporabil, majčkam bolj ta mehke signale preučevati pa testirati. Ne? Torej, kaj zdaj, ko nekdo
scrolla po spletni strani, pa se na nekem delu spletne strani ustav. Kaj to pomeni, a ne? In to zdaj, to ni direktna znanost, ne? Treba pač stvari, spet, kot si rekel, mogoče AI ali pa neke modele uporabiti, da to analizirajo, si neko predpostavko dati, kaj bi to pomenilo in videti, a rabimo tam nekaj spremeniti, ne? Torej, ne vem, primer, nekdo je na CTA gumbu, se je zadržal, pa ni kliknil, ne? Torej, mi smo zaznali, da je miška bila tam, ni pa bilo klika, aha, mogoče moramo nek messaging okrog tega bolj jasen narediti, ne? Ampak uporaba teh stvari za to, da se v bistvu bojujemo proti tej gori neuporabenega pa sitnega marketinga pa kontenta, ne? Se pravi, bolj v tem, da bi rekel, ne vem, recimo, da bi naredil 50 različnih landing pageov, tako, a ne, karikirano, bolj za vsak tak segment okrog reč tega istega občutka. Ja, recimo, ko smo govorili o ABM marketingu, smo govorili nekako o tem, ne, torej, dajmo ugotoviti, kdo je naša ciljna skupina, tistih, ne vem, 50-100 podjetij, pa za njih res personalizirati vsebino, ampak ABM ti greš lahko na 50-100 podjetjih, ne, medtem ka AI ti omogoča to tudi skalati na nek večji nivo, ne, torej na nek segment 200, ali pa kakorkoli, skratka, ja, prideš do 50 mikrosajtov, 50 landing pageov, ki so vse mogoče v 20% spersonalizirani na to persono, mogoče pa čisti z nule zgenerirani vsak po svoje, ampak stvari so bolj kontekstualne, prej bojo v nekomu zbudile nek občutek. Pul se mi zdi dober ta del, tek se rekel, ne, ok, lahko je 20%, lahko je 80%, zgeneriran ta sajt, se pravi, pač seveda vedno tukaj predvidevamo, da ne uporabljaš nek splošen chat kot kaj taga, ampak je v bistvu nekaj, kaj je bolj ali je fine-tunen model, ali si pač ukomponiral noter podatke od tvojega podjetja. Se pravi, tega bi mogel uporabljati, ker zato, ker če šlo splošno uporabljal, se mi zdi, ni ravno ok, ne? Problem je scalinga, ne? Torej, se ni problem, jaz lahko štartam z novim ChatGPT pogovorom, pa recimo brez memorija, pa torej s praznim in pridem na koncu čisto do solidnega bloga. Ampak bom jaz rekel, ok, napiši mi to, pa bom dal nekaj generičnega vam, pa bom rekel, aha, zdaj pa to prilagodi na moj ton, ki je tak pa tak. Aha, zdaj pa to skrajš. Skratka, bom prišel verjetno čisto do neke solidne vsebine, ali pa tako kot je vsak že probal to narediti. Hec pa je, če zdaj hočemo videti malo sistem postaviti, pa lahko, ja, torej imamo v ChatGPT-ju projekte, v Cloudu imamo kampanje ali tudi projekte. Okay. Skratka, vsako orodje, vsaj ki je za produciranje vsebine, ima neko možnost, da mi pripravimo projekt. Ne vem, če ostaneva na pisanju blogov, ne, damo noter kot file ali pa poskrajpamo ali pa damo direkt link, malo odvisno od sistema, kar vse naše bloge, ki smo jih napisali do zdaj, ali pa vsaj po posameznem avtorju. Zaradi tega, da sistem zdaj zna po našem formatu pisati, ne. Po drugi strani pa še vedno nek proces, ki je pa spet mogoče malo standardiziran, ne, torej, ok, dam neko idejo, mogoče par člankov, ki ne jih združ, pa napiše nek blog. Prva verzija največkrat spet še ni čisto, kar bi rabili, ampak potem pa damo malo usmeritev ali pa spet imamo mogoče neke naslednje korake v stilu, ok, zdaj pa napiši to, kot da si, torej oceni to vsebino, koliko je taka, kot da je AI generirana, pa jo napiš tako, da ne bo več tazga občutka dajala. Ne? Torej, par rewriteov naredimo in pridemo. Ampak če imamo mi projekt postavljen, bomo hitreje prišli do rezultatov. Ne? Potem res ni problem boljših blogov producirati. Cool. Mislim, sej, verjetno pa za vse te stvari v marketingu bi na isti način se tega lotil, pa pol med sabo mogoče malo povezval. Veš, kot lepa pa prejmo do nekih agentov. Tako, ko si zdaj rekel, imaš tega za projekte, bi pa lahko imel nekdo, ki ti zna analizirati, kaj bi ti lahko prodajal, pa si v tem projektu dal, ne vem, neke tvoje številke prodaje, neke kategorije, pač ta dela, ne, pa bolj to pozna, pa tako razume recimo in nabavne in prodajne cene, ne, te zna iz tega svetovati, pa naprej rečeš, kako so vsi moji segmenti, kaj vse od userjev zbiram, ne, pa mogoče pa zdaj to bi že moglo biti povezano nek sistem, ampak konc koncev te stvari ti pač, te se pa malo naveževa na ta MCP-je, ker če bi imel pa dostop še do sistema, recimo do e-commerce-a,
bi pa lažje kar tam noter tudi pogledal neke stvari, veš, pa bi pa rekel, za take pa rabim ni content in spet imaš en ta del svoj. Tako, kot so sicer v epizodi MCP govorila, ne, to je nekaj, kar prihaja, mislim, še nismo tam, se pa vibe marketing da tudi že donositi. Ja, ampak veš, kaj ima ChatGPT zdaj deep research v HubSpot, ne? Ja, recimo. A veš, tam se je recimo, ni zdaj direkt vibe marketing, no, ampak bi lahko iz tega ven razbral neke akaunte, mogoče bolj za ta IBM, pa bi pripravil stvari. Je že nakazan v to smer, ne? Bi lahko v bistvu skoščece pripravil neke sestanke, konc koncev, pripravil tudi neko vsebino, pogledal nek kontekst, tako da samo še bolj ga bomo streamlinali, se strinjam. Ne, ampak, kako si rekel pri vibe codingu, včasih je kar nek copy-paste med ChatGPT-om, pa urejevalnikom kode, pa errorje kopiraš sem pa tja. Enako je tukaj, ne, danes je mogoče to kopiranje iz enega pa v drugega, pa eksport v Word ali pa kakorkoli, pa potem v CMS ali pa v nek marketing tool ali pa v Meto pa Google. Jutri bo pa to, da boš naslednji korak bo kar, zdaj pa postav ti oglase, zdaj pa postav ta mail. Bo pač še bolj nam olajšana, ne? Ja, zelo gre v ta nek agent mode. Tako. In sej več, ko bo tega, se mi zdi, več bo potem prostora za to, da vajbaš. Torej, da si ti marketer, torej kreativc, ki razmišlja o cilju kampanje, ki si pa mogoče lahko tudi vzame čas, pa malo boljše analizira neke efekte kampanje, ne samo, toliko je bilo klikov, toliko je bilo nakupov, ampak zdaj tudi te stvari, ki sem govoril. Torej, greš analizirati bolj kompleksne stvari, kot je obnašanje, torej, kakšne te neke sledi, ki kažejo neka čustvena stanja, nam puščajo nekdo in bomo prišli do boljših rezultatov. Ne? Mislim, predstavljam si tukaj, da boš imeti neko ekipo, pa ful zunanjih agencij, pa vse stvari pa zahtevati ogromnega project managementa, pač moš to usklajevati, čakaš, imaš, ne vem, popravke, ni vse narejeno. In zdaj, če si ti dosti sam na tem, neki ti agenti delajo, pol dejansko boš tudi, pa analiza podatkov je dosti tako prepuščena, so neke reporte, dobimo pa pogledamo. Zdaj pa res lahko si čas vzel zanalizirati, kam jo boš v bistvu nekaj AI buddyja, ki ti bo pomagal to še boljš razumeti, ne? Ti tako oseba razumeš, kaj so neki KPI, ki so res vredni, samo niti treba zdaj, ne vem, poznati vseh funkcij v Excelu, pa vse, kako zdaj to združvati, veš, ali pa včasih tudi kaj nisi mogel, zdaj pa lahko rekel, zdaj, kakšna je korelacija med tem, pa zračuni to, veš, in tako se neke stvari dobo ven in pa dejansko iz tega začneš graditi neko kampanjo naprej, tako da se mi zdi, da je to zelo uporabno, pa mislim, da prinaša tudi rezultate neke take, ki so na začetku rekla, tako da pa še glede na to, da se ta orodja res zdaj hitro razvijajo, res vsake pol leta je drugače, tako danes je to že ful uporabno, če znaš na ta prav način uporabiti, kaj šele čez, ne vem, konc leta. Ampak se deva našteti, kjera orodja bi recimo en marketer rabil za to, da se gre AI marketing. Zdaj malo odvisno, jasno, koliko dela oglasov, koliko dela mailov, koliko dela video vsebin, ampak tako, če nekako narediva en tak hiter pregled. Ja, najbolj že gre kar po nekih kategorijah, pa jih malo dodava. Zdaj, verjetno prva je nek copywriting, pa neka strategija, jaz mislim, da tukaj je še vedno imaš klasično ChatGPT, Claude pa Gemini. Ali pa Jasper kot neki pač bolj namenski modeli prav za copywriting, a ne? Drži. Pojem za vizuale, po mojem DALL-E, Imagen, pa Midjourney, definitivno. Ampak tudi ChatGPT v resnici, ne? Torej, tudi. Se mi zdi to ena od stvari, ki se mi zdi tudi pomembna, ne? Torej, ko je enkrat ChatGPT dobil res dober image generation, torej to, kar je prišlo marca 2025 ven, je kar naenkrat bilo veliko več AI generiranih slik zaznati, oziroma tudi več nekih case studijev smo lahko prebrali, ker so vse to naredili, eno je, da so rezultati ful boljši, pa hkrati je bilo tudi upravljanje tega ratal ful bolj enostavno v primerjavi s tem, kako je upravljati nek Midjourney, ne? Ja, mislim, Midjourney je tak ekstrem. Tudi takrat so se zgodili pol te, torej zelo popularna stvar je bila na social networkih takrat, torej da si dal svojo sliko, pa si jo s ChatGPT-om spremenil v sliko v stilu, kada so jo narisali v studiu Ghibli, a ne? Mislim, da je še Altman je imel profilno slikco na
na X-u v tem stilu. A ne? In to je bila mogoče ena od stvari, ki je tudi omogočila, da se ta vibe marketing zgodi. Torej, da nismo samo na vsebinah, ampak da so tudi v bistvu generiranje slik, pa generiranje videa, ker tudi Sora je takrat ratala bolj javno dostopna, približno v bistvenem času, da lahko marketer res poskrbi za vse. Ker slike, ki jih je ChatGPT prej generiral, pač res niso bile nek presežek. Midjourney je bil pa že drug tool, drug način dela, malo bolj geek si mogel biti za njega, uporabljal si ga skozi Discord, a ne, čist drug nivo preprek je imel, kako do tja pridati. Tako da to se mi zdi fajn ali pa tudi zelo pomembno, da je to v ChatGPT-ju bilo. Ne? Ja, to se čist strinjam. Zdaj, če gremo malo naprej, ki si rekel vizualija, te se mi zdijo, ok, cool, ko ti generira. Drugače pa po manj zelo premalo, ali pa saj, da nisi temu ful dala nekega poudarka, zelo malo se uporablja recimo Canva API-ja, Canva že kot urejevalnik, ampak prek API-ja v bistvu ti zelo delaš neke programatično, delaš neke dizajne, In a veš, če ti imaš nek template, pa si pa ti naredil 26 verzij tega, a veš, in ti tam zgenerira stvari, ki so neki outleti, ki jih ti imaš, se mi zdi super zadeva, Ni zdaj mogoče čisto vse generiran, to pa pač, posamezni deli. Pol za video, ok, poleg Sore, je še ta model od Google, ki je ne toliko uporaben v Evropi, to so zdaj kaj zaprto za neke večje sisteme, ta dober, in pa ne vem, če je ravno toliko dober. Imaš od Caption AI, zdaj v bistvu nov model, ki dela 30 do 60 sekundne videe, zambel 30 pa dela res na A-rollu, se pravi ne B-roll, pa imaš Captions, Captions Opus Pro, pa HeyGen, Runway, ML, to so še vedno tooli, ki res lahko delaš v bistvu nek video sproduciraš. Tako mislim, ali generiraš video, ali pa urejaš video, postavljaš gor podnapise oziroma pač tekste, ki jih rabiš. Tako je. Mogoče pri videu še najbolj je uno, da res daš noter, pa dobiš direkt ven. Je tam nekaj editinga, sam, če si predstavljaš, koliko časa sprej rabu, da si v bistvu nekaj takega sestavil, sploh pa recimo ta Captions AI, ta nov model, v bistvu daš svoje slike gor, veš, recimo, predstavljaš nek influencer ali pa recimo ustvaraš nek karakter, ki bo govoril zate nekaj malo bolj personaliziran, oziroma da ni pač čistko plain, in pol dodaš ogromno nekega teksta, pač zdaj moraš te 30 sekundne videe sestavljati skupaj, če hočeš biti daljši video, oziroma pač 30 sekundne uporabljaš v smislu kot EC. Tako se mi zdi ta del smiselen. Zdaj za voice, ki ga rabiš kot neko podlago temu, eni ga že tako zraven generirajo, drugače pa se mi zdi Eleven Labs pa Whisper so neki tooli, ki so zanimivi. Ok, ja, skratka, imamo veliko res toolov na nivoju, ki delajo tudi dobro slovenščino, ali pa vse boljš tudi slovenščino, tudi kar se tiče voice, recimo, ki je bil bolj problematičen nekaj časa, da se lahko opremo in celoten naš marketinški flow izboljšamo oziroma si ga olajšamo. Mislim, a veš, kaj preskrolaš časih Instagram pa YouTube, pa to pol so vse te toole, ki so zdaj naštela res tako malo toolov, ker stalno dobivam eno glas, ker mi razlagajo o tem, da verjetno na starostno skupino grejo, da mi starejši pač ne vemo, kako se je uporablja in da te mladi, oni pa res razturajo. Tam je tako gor, ne vem, 30 logotov in te vabijo v kurs, kjer so što naučil pač narediti, ampak veš, mislim, da tega je res ogromno in sploh teh namenskih, ker zdaj niso neke posebne zajece omenila, ampak vem, da so, tudi Gama in podobni so za prezentacije. Tebi sam dodal Genspark, definitivno kot tak urodje za
Kot super agent, kot ga oni sami imenujejo. Ne? Tako ja, mogoče da malo, če živiš v Google ekosistemu, zelo uporaben, ker je, recimo, če si na Google for Work, da pa še skar s temi maili delaš, pa imajo nek tudi ta light MCP. Tako da, ne vem, uporabna zadeva. No, bi si predstavljal, da lahko neke stvari narediš tako kar dobro. Ok, mislim pa mogoče ta drug del tega vibe codinga, torej vplivanje na občutke. Tlej se mi zdi dober del, torej eno je zdaj, da smo workflow si poštimali, drugo je pa zdaj, kje dajati fokus. Ne? Torej, ker ne rabi čisto vsaka interakcija, ki smo sposobni producirati, res boom, res solze, tok je dober. Ampak ne, torej, kje se je smiselno fokusirati? Ne? Torej, se mi zdi, da tle eno kategorizacijo sem najdel, ki se mi zdi smiselno. V smislu, treba se fokusirati na first impression, torej, kakšna je naša spletna stran, kakšen je naš packaging, kakšen je naše oglaševanje, potem neki trenutki ali pa nekih dosežkov, torej, ko je nekdo zaključil nakup ali pa prva uporaba, pol, kje so neke točke frikcije, kar je lahko podpora strankam in pa reševanje težav, pa potem neke priložnosti, da nas nekdo širi naš glas, torej koliko enostavno ali pa koliko spodbujamo oddajanje reviewjev, pa nekih recommendationov. Ne? In zdaj, če tukaj najdemo, torej po nekih case studijih, če tukaj najdemo, torej en case study bil, kjer je brand najdel, mislim, da 3 stvari je izboljšal. Torej izboljšal je unboxing experience, svoj glas, s katerim komunicirajo na družbenih omrežjih, pa interakcije, ki jih imajo na customer servisu, torej na podpori strankam, se jim je povečala, za 45% so dvignali po nakupe, torej ponavljajoče nakupe, in za 60% so povečali količino user-generated contenta, ki so ga dobivali. Tako da ta del, ja, ni treba zdaj čist povsod overinženirati stvari, ni treba pričakovati, da bo vsak social post imel to, da se bomo valjali po tleh od smeha ali pa jokali zraven, ampak v nekih ključne trenutke, če to dodamo, je pa čist drug občutek, torej ko nekdo dobi naš paket, ko odpre našo škatlo, ko zaključi nakup, a lahko tam neke malenkosti dodamo, malo spremenimo naš copy, naredimo se malo bolj, ne vem, človeške, če temu tako rečem, na socialu, gremo delati na tem, da iz tega brand komunikacije, vse samo čez brand spletno stran, da delamo tudi kaj na, rečemo, nekih frontmenih, to je sploh v B2B recimo pomembno, ne, torej, da je, ne vem, statistika mislim, da prav, da isti post, ki ga bo objavil brand ali pa direktor podjetja, bo mislim, da 5krat večji respons pa oglede, če jih bo objavil direktor. Ker tudi LinkedIn kot tak pač v spredje daje na algoritmu vsebino, ki jo generiramo ljudje, ne podjetja. Ne. To se mi zdi v bistvu res dober, da v bistvu s tem danes, lahko v bistvu nekaj pa direktor običajno sam ne bo objavljal, ampak v njegovem imenu, ko v bistvu posnameš persono, bi lahko v bistvu to danes res delal tako. Pa tudi, če ne greš čist sam na tekstovnem nivoju, že če ostaneš, ne, si v bistvu, si po moje že veliko naredil. Ampak torej lažji marketing poskrbi, da ključni ljudje v podjetju postanejo Glasniki, ja, advokati, v slovenščini nekaj drugega pomeni, podjetja. Ker pač ja, lahko jim pripravljajo vsebino v njihovem tonu, rečemo tudi zelo človeško vsebino, ne tako PR-ovsko. Vmes si omenil, na parih koncih sva rekla, ja, pa imaš potem agencijo, pa projektno vodenje, pa vse to. Torej, ja. Vibe marketing ima neke svoje minuse, pa omejitve. Ne. Ali pa za koga vibe marketing ni? To bom kar tvojo uporabo, ni za nekoga, ki je, kako si že rekel? Perfekcionist. Ja. Za tega ni. S tem se ne morem poistovetiti, jer nisem perfekcionist. Ampak ja, za nekoga, ki bi želel bdeti nad vsemi 50 landing page in 160 kreativami, ki so zgenerirane, za tega ni, ne. Ker jaz mislim, da v ta več časa porabo tako. No, kar do tega pridemo v nekem tem
klasičnem odnosu podjetja, agencija, kjer ima podjetje pač nekoga, ki je odgovoren za vse skupaj in želi imeti nadzor praktično nad vsem. Vem, že še pred časom, ko smo štartali te malo bolj napredne personalizacije, več od samo živijo Andrej, je bilo kar težko razložiti, da zdaj mi ne moramo tega maila, torej da ne moramo samo še marketingafnapodjetje.si dodati na mailing listo in potem bo lahko nekdo spremljal, kaj smo mi poslali na to mailing listo, ker smo rekli, ja, pač boste dobili eno verzijo tega maila, ampak mi pač pošiljamo v narekovajih toliko verzij tega maila, kolikor je prejemnikov, a ne? Sploh, če smo, ne vem, če mi eno stvar personaliziramo, lahko naredimo 3 verzije, ta je A, B, pa C, ne? Ali pa če delamo AB testing. Če pa mi zdaj, ne vem, na 4 delih imamo že samo po spolu ločene neke banerje ali pa neko vsebino, ali pa da je celo ne sam na spol moški ženski, ampak da imamo na 4 segmente, na 4 koncih ločeno, je pa to toliko variacij, ki nastane, da pač ne moreš tega kot celoto več potrjevati, lahko jasno po posameznih delih, a ne? Naslednji nivo je pa to, kar sva že malo menjala, ne? Kaj če naredimo, ne vem, kampanjo zapuščene košarice, ki je čist personalizirana, torej ki sicer ima elemente zapuščene košarice noter, ampak AI pa vsakič posebej zgenerira ta mail. Tukaj ta osnovno zaupanje v to, oziroma jaz mislim, da pa moraš, a veš, kako ti uporabljaš v produkcijskem okolju AI, a ne, to so že dosti govorila v supportu in vsem tem, a ne, se te neke stvari se paralela potegne tudi tukaj, a ne. Moraš ti dati, ne vem, nek look and feel, pa nek brand story, pa zamejitve, ta del pač moraš tam upoštevati, a ne, zdaj... No, pa tako zaženeš, jasno, moraš spremljati, seveda. Rezultate moraš še vedno ves čas gledati, a ne. Mislim, ampak lahko boš pogledal, upaš se na ful boljše rezultate, so pa seveda, ne vem, opcije, a veš, se imava ta, to, kar si prej omenil, ne, prever, a je to tako, da je napisal AI, a ne, a veš, v ta proces lahko gradimo nekaj, kar rečemo, a pa je nota res vse tako, a ne, moraš oceniti, je AI mogoče drug model, tiska bo ocenil output prvega, in dokler ne bo ocena dovolj dobra, ne bo šel niti skozi, ne. Tako je, ker prednost, ki ima vibe coding, je to, da pač napiše neko kodo, jo proba pognati in vidi, da pride do napake, ne. Je lažje ta loop vzpostaviti, tukaj ga je treba, tako kot si rekel, ja, mogoče še z enim ločenim modelom, ki preverja output prvega. No, ampak to se da dosti hitro narediti, tako da jaz mislim, da ni nekih, ovire so te klasične, oziroma zamejitve so te klasične, ne moreš zlorabljati stvari, moraš upoštevati GDPR, soglasja, moraš upoštevati, da ne moreš kar generalnih modelov kar tako uporabljati brez nekega konteksta, ampak to se mi zdi, da so zdaj že dosti osnove, no, kako uporabljaš, ampak mislim, zdaj lahko namenjava neko posebno epizodo tem. Se pa na koncu sem dal par teh promptov, no, pa mogoče je tam dosti razložen, kaj je pomemben del tega, no. Tako da se mi pa zdi, da... To žal v zapiske. Ne, lahko tudi povem. Ali mi boš prebral? bom zdiktiral in potem vsi tisti, ki transcribe downloadajo, potem, ne, bom dal tudi v zapiske, ampak en tak primer, no, čistko za nivo kampanje, nekako plah naredil, te je zelo tak simpel. Analiziraj naš produkt, pa dodaš produkt, ne, in upoštevaj trenutne trende v industriji, spet industrijo zapolneš, predlagaj 5 kampanj, ki jih lahko lansira v naslednjih 7 dneh, pa za vsako, ne vem, kampanjo vključ nek emocionalni hook, pa dodaj target, se pravi nek mikrosegment, ki bo imel 200 do 500 ljudi, dodaj noter mix kanalov, katere imamo, predvidevaj približen engagement rate, kakšen bo, pa napiš mi še, katere AI toole rabim, pa budget za to. Potem pa v ta kontekst del, pa noto v bistvu prelepaš še opis podjetja, neke zadnje tvoje, ne vem, novice, par konkurentov, lahko pač kot tekst, lahko kot to, in pač to je recimo ena taka zadeva, s katero začneš. Pa pač iteracija naprej.
Zadnjič sem bral ta del in se mi zdi dosti pomemben je na tem vibe marketingu, je v bistvu, da ljudje pozabljajo, da je največja dodana vrednost, se pravi AI-ja, prav v kreativnem delu, ne, se pravi, ker tukaj tudi, ne, pri kampanjah je tudi ta kreativni del je pomemben, ne, in v bistvu naredi se neke creative boards, ne, ki rečeš, da sem te ideje dobil, zdaj pa vi, kreativni odbor, pogledajte te ideje, pa ne vem, sugerirajte, a je to dosti kreativno, a ni, saj imaš tudi board of directors, si lahko narediš, pa rečeš, to je moja poslovna ideja, ali pa, ne vem, poslovni model, kako bi na njega, ne vem, reagiral, kaj s vem, Bezos, in ti daje neke poglede, tako da, da bi se moraš s kom pogovarjati, pač zadeva je bila v tem delu, da kreativnost nastane s tem, da je neka interakcija z nekom, ne vem, da se pogovarjava, ti malo drugače vidiš tako. In ta prednost je, kar sem na začetku rekel, 9 ljudi, je v tem, da se ljudje pogovarjajo, ne, je vmes pač neke nove ideje so. In tukaj ti v bistvu ta del pomaga, mogoče videti čez kakšnega drugega zornega kota stvari. No, kot rečeno, si lahko pomagaš z različnimi takimi umestniki, kjer si v bistvu narediš razne odbore, ker večkratna iteracija pripelje do neke super kampanje. Ne? In ko boš to naredil, ne vem, na enem, vibe marketing ti to omogoča, ne vem, si boš 2 uri investiral v to, pa še prišel do enega dobrega rezultata, dobre kampanje, ki je mogoče veliko boljša, kot pa si jo prej bil možen v tiste pol ure zbrifirati neko agencijo ali pa si agencija lahko vzela časa zate. Pa res tukaj ne gre nič slabega na oglaševalske agencije ali pa katerekoli, ampak so pač orodja zdaj, ki bodo mogoče se pravi to igro mečkam zamenjala. Sam za konec hotel sem še reči, veš ta vibe marketing, ne, pa vibe coding. Jaz mislim, da je še full vibe nekih stvari, tako da... No, to si prej malo načel, kaj bi ti še vse, kje bi še vse vibe-al? Ja, vibe leadership se mi zdi taka zanimiva stvar, kjer želiš, veš, povzeti te občutke tvojih zaposlenih v timu, ne, pa niso vsi vodje enaki psihologi, pač tako je, pač eni so bolj eni tako. In zdaj, če bi ti imel, pač nek problem je in bi imel dejansko tam nekoga, ki ti pomaga tudi, tvoj nadrejeni ni vedno na voljo, da bo to diskutirala, oziroma mogoče ni tok mentor, tako da vibe leadership se mi zdi zelo podoben takmu vibe marketingu, kjer boš hotel, da se tvoji zaposleni, tvojem timu zelo dobro počutijo in boš pač znal na tak način. S tem se boš pa tudi učil. Zdaj, vibe sales se mi zdi isto tak, veš, v smislu, tak del je definitivno pred sestankom 15 minut prej dobiš en povzetek, kako se pripraviti, kako se zdaj s to osebo pogajati, glede na neke pretekle interakcije, kako, ne vem, kakšen ton on uporablja in pač AI predvidne, kako bi mogel v bistvu nekaj narediti. To se mi zdi vse taki pripomočki, ki si ti pa kot prodajalca, ne, temu malo prilagodiš, čeprav si ti mogoče šel v eno stvar, ali pa rečeš, moje izkušnje plus ta insight mi da nekaj tako. Pa vibe outreach mi je tak, se mi zdi, ti si odločaš, vse podoben, kot marketing, iščeš te prave ljudi, pri vibe outreachu bi bilo pa, to je naš produkt, to iščemo in pol. Ja, iščeš te prav message pol za prejemnika. Ja, ne vem, predstavljaš si, ne vem, ful hočemo v Nemčiji prodajati in pa za jajem prideš, da pa, ne vem, da v bistvu v Franciji, v zahodnem delu je pa res ful podjetij, ki bi bilo to zanimivo in dobiš en tak karikiran. Ja, najdeš neke segmente, identificiraš neke segmente, na kjer mogoče prej nisi mislil, ki so vezani na trg, pripraviš pa messaging za te segmente, ki si tudi prej nisi predstavljal, kako jih sploh ne govoriti. In prideš pa do nečesa zanimivega, ja. Ok, super. Mislim, da so to kar dobro obdelala, čeprav vam povzeti, namen vibe marketinga ni iskanje bližnic, je pač cilj, kako bomo v bistvu v marketingu en del stvari avtomatizirali ali pa si jih skrajšali, zato da bomo imeli več časa za mogoče bolj pomembne stvari. Če dodam zraven še vibe coding, zato da bomo lahko delali boljše konverzijske točke za generiranje leadov, zaradi tega, da ne bomo imeli dokumenta, kako urediti svoj vrt, ampak da mi sliko svojega vrta, pa ti bom naredil 5 predlogov, kako bi lahko izgledal. In skratka, delač od tega, da bi to bilo slabš, cilj je, da so stvari boljše, oziroma da imamo več fokusa na tisto, kar je
kar je res pomembno, torej, kakšne občutke mi dajemo kot brand, ko nekdo ima interakcijo z nami. Dober povzet. Super. Hvala vsem za poslušanje. Če vam je ta podcast všeč, bova ful vesela kakšnega lajka, kakšnega komentarja spodaj. Če imate kakšno vprašanje ali pa kakšen komentar, predlog za naslednjo temo, frodix.com/vprašaj, tam je en obrazac. Če vam je bilo všeč, dajte pošerati še s kom, vedno sva vesela novih poslušalcev. Zdaj pa hvala Gorazd, Hvala Andrej. hvala vsem in se vidimo naslednjič. Čau. Čau.